spustimo svojo željo in prišla bo rešitev. Pustimo jo in rešeno je. Kako nekaj zares pustiti in pustiti, da se zgodi. Če nekaj ni naše in ni usklajeno z nami, potem to ni želja naše duše in je bolje, da se potem to sploh ne zgodi oziroma manifestira v našem življenju. Pred seboj imejmo le misel, da se vse vedno zgodi in dogaja za naše največje dobro. In če se določena naša želja ne izpolni, je to le zato, ker nas čaka nekaj še mnogo, mnogo boljšega, kar pa ta trenutek še ne vemo. Vsako našo željo moramo spustiti stran od sebe. Dovoliti moramo, da se preprosto zgodi. Kako nekaj spustiti in o tem ne razmišljati več, če pa to resnično želimo in imamo občutek, da smo od te želje celo odvisni na nek način. Ko imamo občutek, da se nas ta želja lasti, da nam pogojuje, da je tako zelo močna, da preprosto ne moremo nehati misliti nanjo in si to nenehno želimo in želimo. To ni v redu. Od ničesar, prav ničesar ne smemo biti odvisni, kajti takoj, ko občutimo odvisnost od nekaj oziroma od nekoga, nas postane strah, kaj če to nekaj izgubimo. In to ponovno ni v redu. Kaj nam je potrebno storiti v takem trenutku? Najprej postavimo jasno namero, da se resnično odločamo, da zares želimo to odpustiti oziroma pustiti stran od sebe. Recimo si: jaz se odločam, da zares želim to odpustiti, pustiti stran od sebe. Jaz se odločam, da zares želim to odpustiti, pustiti stran od sebe. Vse te besede resnično tudi občutimo, ter se s tem popolnoma uskladimo v svojem srcu. Ko bomo tega sposobni, se bo proces začel. To
je proces odpuščanja in puščanja. Puščanja stvari stran od sebe. Proces zaupanja, da se bo zgodilo točno tako, kot je najbolje za nas. Proces zaupanja, da se bo zgodilo točno tako, kot je najbolje za mene. Odpustimo stran od sebe vse tisto, kar nam ne služi, vse tisto, kar nam ne koristi več, ter vse tisto, kar ni več dobro za nas. Vse to so lahko naša stara prepričanja, naše misli, ki nam ne prinašajo dobrih občutkov, in ravno tako naše želje. Ni naš namen, da nas ima naša želja v lasti, ter nam postavlja pogoje. Kajti mi smo svobodna in večna duša, ki si zasluži le najboljše. Potrebno je, da smo svobodni ter neodvisni. Ravno tako tudi neodvisni od vseh svojih želja. Ko enkrat sprejmemo odločitev in postavimo jasno namero, da nekaj odpustimo, da nekaj spustimo, je treba potem to enostavno vse to predati v Božje roke, pogovoriti s seboj ter predihati vso to energijo. To je običajno energija strahu, obupa, žalosti, frustracije in podobno. Z vsemi temi energijami in občutki se je potrebno soočiti ter jih sprejeti. Potrebno se jih je zavedati in vedeti, da je vse to v nas, da so tudi vsi ti občutki le del nas. To je naš, v narekovaju, lažni ego, ki kliče na pomoč. Naš ego, ki ga je strah. Ozavestimo zdaj to. Objemimo zdaj svoj ego ter ga potolažimo. Pozornost obrnimo na sebe. Posvetimo čas sebi ter se oblijmo z ljubeznijo. Bodimo nežni do sebe in to predelajmo. Naj se zgodi proces transformacije, proces preoblikovanja naše zavesti. To pa lahko naredimo le, ko smo v stiku s samim seboj. Ali morda v meditaciji, v tišini, v pogovoru s seboj ali na kakršenkoli drugi način nam to odgovarja.
Mnogokrat so naše želje ter naša pričakovanja kot neke vrste odvisnost, ki se nas zares lastijo. Mi mislimo, da smo svobodni, v resnici pa nismo. Saj nas je strah, kaj bo, če se nam to in to ne bo izpolnilo, ne bo zgodilo, če ne bomo tega dosegli oziroma ne bomo dobili. Nikakor se ne more zgoditi, če mi neprestano skrbimo in se sprašujemo, kdaj se bo nekaj zgodilo, kako se bo zgodilo. Prav ta skrb, kdaj bo, že sama po sebi zaustavlja našo željo, ker to preprosto ni vera in to ni zaupanje v življenje. Ko za nekaj vemo, ter smo prepričani, da je naše, takrat se ne sprašujemo, kdaj bo. Preprosto le zaupamo in vemo, da je to in da je rešeno, narejeno. Ko pa se nenehno sprašujemo, ter smo v dvomih, kdaj se bo nekaj zgodilo, kako se bo zgodilo, zakaj se še ni zgodilo, in opazimo, da tega še ni. Vse to vodi do blokade, vse to vodi na strah, na pretirano navezanost ter odvisnost. Od vsega tega se je potrebno le v narekovaju odvezati, od vsega tega se je treba osvoboditi od svoje želje ter ji pustiti, da ta želja svobodno potuje po vesolju ter se vrne k nam točno takrat, ko bo za nas najboljše. Ko se enkrat osvobodimo od tega, ko pustimo, da nismo od tega več odvisni, takrat začutimo radost, začutimo zaupanje, brezskrbnost, mir in prav takrat nam vse pride z veliko lahkoto. Največji čudeži se zgodijo prav takrat, ko nič ne pričakujemo, ko dobesedno pustimo od sebe ter zaupamo in takrat pride k nam. Če pa vseeno nikakor ne pride do realizacije naše želje, kljub temu, da smo vse to prej storili, se moramo zavedati, da je vse z razlogom. Za vsem tem se lahko skriva še večji blagoslov. Morda to le ni želja naše duše in nas čaka še nekaj mnogo večjega ter mnogo boljšega,
kar pa v tistem danem trenutku še ne vemo. Le prepustimo se ter popolnoma zaupajmo. Če zdaj še povzamemo, kako spustimo svojo željo, je najpreprosteje tako, da se ustavimo. Lahko se usedemo ali uležemo, zapremo oči, vdihnemo ter izdihnemo, sprejmemo odločitev. Postavimo jasno namero ter se povežemo s seboj, se pogovorimo s svojim lažnim egom, odpustimo v strah, vso žalost, jezo, razočaranje, predihamo vse to, se razjočemo, če je potrebno, se oblijemo z dobro energijo ter dovolimo, da z izdihom spustimo vse to, kar nam ne koristi več, da odide od nas stran vse to, česar ne potrebujemo. Ko bomo to storili, bomo občutili olajšanje. Nikakor pa se ne obremenjujmo s časom. Ne obremenjujmo se, kdaj se bo nekaj zgodilo. Kdaj bomo lahko odpustili stran svojo željo. Morda bomo za to potrebovali dan, 2, lahko tudi teden, da bomo lahko vse to spustili. Ne obremenjujmo se s tem, ni pomembno. Le zaupajmo ter verujmo. Pomembno je, da osvobodimo sami sebe, da se odpremo tej dobri in čudoviti energiji. Ko se na nekaj preveč navežemo, ko nečemu dajemo preveliko pozornost, takrat nas to preveč obremenjuje ter dela odvisne. To pa ni dobro. To pa vodi v strah, ker se bojimo, da bi to izgubili. Ko pa vse spustimo, ko zaupamo in verjamemo, takrat bo naša duša občutila, začutila, da je osvobojena, začutila, da je svobodna. Ne pozabimo, da smo vsemogočna ter večna duša, da smo svobodni, da smo vedno varni, vedno smo vodeni in ljubljeni, ter da nikoli, prav nikoli nismo sami.
Na naslednjem posnetku lahko poslušate tudi vodeno meditacijo, kako odpustiti svojo željo. Spodaj v opisu bo tudi link do te meditacije. Vljudno vabljeni.